Sestro Andrejo lepo pozdravljamo. Zdaj sem že povedal, kako ji ime. Ker je rekla, glej, da me bo spraševal kratko. Torej, sestra Andreja, kako se piše? Godnič. Zdaj, za ženske se menda ne sme spraševati, koliko so stare, vi se pa nekomnica 52. 71 let. A ste Spolani? Jaz sem Krašovka. Krašovka. Skofna. Nič ne bomo mislili o vicih, ki se govorijo. Ne. Dobro. Ste pa v redovni uniformi. Kaj pomeni? Kaj za ena redovnica? Ste katere sorte? Uršulinka. Uršulinka. Škofja Loka, Sveti Duh. Aha. Tam so tudi, to je ustanovila Uršulinke Sveta Uršula. Tam sprašujem. Blizu, ampak napačno. No, pa bi vi povedala, kdo je ustanovitelj, katera dama je ustanovila Uršulinke? Ena lajkinja, ki je živela celo življenje kot lajka. Kaj to pomeni? Kot lajka. Kaj je to? Kot ni bila poročena, bila je samska, a je to? Ja, lajki so tudi poročeni. Ja, tudi res je to. Eni pa niso, ne? Mi ne zaobljub, mi se posvetila Bogu. Celo življenje, 500 let nazaj, tako da smo Uršulinke zelo stare, 500 let nazaj, in ko je ustanovila to prvo svojo familijo, ki je bila družba Svete Uršule, je dala za patrono, za zavetnico Sveto Uršulo, ki je bila toliko stoletij pred tem mučenka, ker je okoli sebe izbrala prijateljice, ki niso poznali Jezusa, in je šla na dolgo potovanje, ker je bila princesa, je bila hči enega kralja, gorna britanska, in je tako sedaj zaljubljena v Jezusa, da je pojatelj rekel, lej, ta princ bi te zaprosil za roko in če ne bomo te dali njemu, bo začel vojno z našim kraljestvom. In ona je v tej dilemi rekla, jaz bi hotela biti z Jezusom, ampak če se poročim z unim princem, ne bo mogla biti z Jezusom. Je rekla, a ti dej mi čas, da grem s mojim prijateljicami na eno romanje in potem pridem nazaj in se poročim, da ne bo vojne. Ampak potem, ko je ona šla takoj direkt, so pljuli proti Rimu, da bi šla k papežu in mu povedala to ljubezen, ki ima do Jezusa. In na barki je ona evangelizirala vse svoje prijateljice, da so se potem vse dali krstiti. 11.000. Ja, to bi mogoče pustila za drugače. In potem je šel tudi papež, pa vsi so šli na barko, da bi šli skupaj romat in gor tle proti Nemčiji so dobili huni. In ker je bila ona taka slavna princesa, pa taka avanturka, pa taka zaljubljena v Jezusa, jo je hotel poročiti. In ona je rekla, ne, s tabo se pa nekaj si pogan in so jih vse reče mučili. Ubili. In je mučenka, devica mučenka. In naša ustanoviteljica, toliko stoletij po tej Uršuli, je bila tako odšarana nad to svetnico, jo je bila za influencerko, da se je odločila, da bo njena prva familija, ki jo ona ustanovi, družba Svete Uršule. In to je bila za eno punco, ki je bila stara 14-15 let, prva šansa, ker ni imela, ati ni imel dode, in takrat, če si hotel do samostana, pa če sem te hotel poročiti, si moral imeti toliko in toliko denarja ali pa toliko in toliko rjuh, oni niso imeli, ker so bile bolj revne in niso mogli samostan, ampak zaradi Angele, ki je ona tako zrihtala pri papežu, si lahko se posvetila Jezusu, si lahko bila posvečena, si pa ostala doma in si hodila v službo ali pa si bila pri atijo in mami. To je bilo prvič v zgodovini cerkve 1500 let potem in je bilo to bum. Super, sestra, naslednje kratko vprašanje. Ja, zato ker moram biti kratko. Jaz sem že dolgo poznam, ampak vmes pa kar skinete za nekaj let. Se pravičujem. Vas kar ni vas tukaj v Sloveniji in pa zdaj sem slišal, včasih s težavo iščete kakšno slovensko besedo. A kam vas odnesel vmes? Me je Jezus peljal v misijone. Sva se zmela, da kratko odgovarjam. Kje pa ste misionarka drugače? Sem bila v Peruju in sem bila v Venezueli. Lepo, koliko let ste bila v Venezueli? Zadnje 4-5 let. Aha, zdaj pa malo za starejše. To je ena taka zanimiva država zadnjih 20 let, ne? Silno zanimiva. Socialistična država, kako zgleda življenje tam? Tu za splošno razgledanost populancov. Govorim družbeno zdaj malo, pogremo na duhovno sestra.
Venezuela je leta 1998 demokratično izvolila populista, ki se je deklariral, da je socialist in da bo poskrbel za revne, da jim bo dal. Tako kot Juda, ki hoče vzeti denar od bogatih, ampak ne dati revnim, pač pa v svoj žep. To so socialisti. In on je to naredil. Zelo bogata država, ker to je največja zaloga nafte, je Venezuela. Ljudje pa ne morejo niti benzina dobiti, ne? In je bil, ko sem jaz še prišla leta 2019, je bil benzin za 100. Ti si na benzinski samo na polno tank in potem mogoče si pustil pa še 2 evra v župnino za, ampak nisi pa plačal benzina. Ampak ker je pač ta populist Chavez prevzel oblast, prvo je spremenil ustavo, tako je, 1 leto kasneje, potem je pa nastavil na mesto ministrov take glavne mafioze, da so potem lahko zapeljali vse, kar je organiziran kriminal. Tako da je zdaj v bistvu Venezuela v rokah največjih velikih kvartelov, preprodaja z ljudmi, preprodaja z drogo, preprodaja z orožjem, preprodaja z surovinami. Zdaj je prišla na misel, vse se začne kriminal, komunisti in vse se tam združilo. Žal, samo komentar. Sestre, da ste pa delali misijoni, da ste samo jedli vodili, ali ste imeli posebne zadožištve v eni in drugi državi? Poleg politike, A ste poslušali evangelij današnji? Otroke vprašamo otroke, vidite, ko smo čuli vprašati otroke. Kaj je bilo pri evangeliju? Kdo je kam koga peljal? Vprašajte to se, prosim. A ste mogoče poslušali evangelij, ministranti? A se spomnite, da je nekdo nekam hotel iti k nekomu? Filip, kje je Filip? Filip? A je bil v evangeliju Filip omenjen? A z vsi je bil kakšen drug? Kakšen drug apostola, ne? In kdo prišel k njemu? Andrej. Blizu, ja? Ampak ni. Kdo je prišel k Filipu pa Andreju? Kaj so bili? A so bili Judi ali so bili kaj? Grki. Grki, bravo! Sestra je pomagala, da so odgovorili. Grki, to niso bili judovske vere, ampak so iskali Boga. Iskali so Boga in zato so prišli, ko so prišli v Jeruzalem, so slišali, da Jezus lepo govori, da Jezus obudil Lazarja od mrtvih, da je obudil 12-letno deklico od mrtvih, da je nahranil 5000 ljudi s 5 hlebčki pa 2 ribama, pa je ostalo več, kot je bilo na začetku. In so začeli, to pa mora biti nekaj Jaz ga hočem poznati, so rekli. Jaz hočem poznati tega človeka. In kam jih je Filip peljal? In so prišli k Filipu. A je Filip direktno peljal k Jezusu? Ne vem. Zato je tako pomembno poslušati evangelij, ker je več, kot samo beseda. Oni ne, je rekel, te pelje k Andreju. In zakaj so pa peljali k Andreju? Imate kakšno idejo? Zakaj so šli prvo k Andreju? To je vprašanje. A lahko jaz odgovorim? Da bi še Andrej videl. Še Andrej je to blizu? Župnik? Ja, šigal, kdo je bil Andrejev brat, da se spomnite? Kdo? Peter, bravo. Peter je bil Andrejev brat, to je bil pa Peter. Je bil pa prvi del apostol, je tako, ko mu Jezus rekel, dal ti bo ključe nebeškega kraljestva, vse ti bo dal. Karkoli bo zavezal na zemlji in isto je bil Peter prišlica do Jezusa in potem ga pripelje k Jezusu. In kaj Jezus odgovori, sestra? Ne vezi, kako to izpeljati, ampak navadno Andrej ne gre k Jezusu zato, ker je brat od Petra. Pač pa Andrej gre k Jezusu zato, ker je misionar. Ne? Ker Andrej je misionar, ima klic misijonski. In kaj delamo misionari? Kaj se jaz delo peluje v Venezueli? Ko nekdo išče Jezusa in bi se rad spoznal in mu je nerodno izraven Jezusa, pride k misionarju in misionar ima kompleto vse programe noter, da avtomatično pelje k Jezusu in reče, evo, Jezus, Grki. Hvala, sestre, ko ste name pokazali. In potem se oni med sabo spoznajo in potem Grki
najdejo svojega odrešenika, najdejo tistega, ki da življenje in plača za njihove grehe in jih priklopi v to, kar je familija, to, kar je družina, to, kar je. Zato je Andrej prvi misionar in jaz sem njegova, jaz sem tudi Andreja po njem. Je še kakšen Andrej tle? A še kakšna Andreja ne dvigne roke? Evo, drugi Andrej, še kakšna Andreja? Nima dovoljena nobenih Andreje. Nežno dvigne roke, to so. Ja, to smo, a tle tudi še en Andrej, evo nas. Andres po grško pomeni pogumen, pogumna, hrabrost, hrabra. Ja? To pomeni, da mi smo po poklicu smo misionarji in imamo tak način, da vsi, ki iščejo Jezusa, pridejo k nam, ker mislijo, da imamo veze z Jezusom in bomo lažje naredili to predstavitev, da potem vsi, ki ga iščejo, ostanejo lahko z Jezusom. To se je zdela v Peruju in to se je zdela v Venezueli. Si tam, si odprt, si to, kar si. Ljudje začutijo, da mogoče imaš veze z Jezusom, pridejo k tebi in pa glede na to, kdo pride, kakšne zgodbe ima, koliko težav ima, koliko blokad ima, koliko ran ima, koliko je prestrašen, glede na to se prilagodiš in tako narediš, da potem pride do Jezusa. In ko se ona tam srečata, je tvoja naloga končana in se umakneš in pridejo drugi. Jaz mislim, da imate v Poljanah dosti misionarjev in dosti Andrejev, je res. Sestra, pa sigurno ste tam živela v obeh državah, v eni bili, kjer ste imeli od zunaj okrog in okrog kamere, pa pisalo uradne ure, sem takrat lahko pridete, potem si prišel noter, te sprejel vratar, po vse se lepo a se motim? Ne, misijoni nisem bila. Sicer je res, župnik ima prav, jaz sem živela in. Jaz sem recimo v Peruju sem živela na 3600 metrov višine. Koliko je Triglav? Koliko višine? 7000. Koliko višine? 2800. To je Triglav. Kje sem pa jaz živela? 3600. A je možno živeti više od Triglava? Zgleda. Ja, jaz sem živela gor, nismo imeli tuša, imeli smo ovčke, nismo imeli elektrike, smo nosili vodo. Potem sem živela v Limi, koliko milijonsko mesto, glavno mesto Peruja je? 11, koliko? Koliko? 11 milijonsko mesto. Lima, sem živela med najbolj bogatimi, ker so imeli bazene, pa šoferje, pa limuzine. Vozila sem se pa v barakarsko naselje, kjer pa nismo imeli pa podgane tam. Nisem vedela, da je taka grozna, ko imaš podgano v sobi. Potem sem na Venezueli, tako kot pravi gospod župnik, smo pa okrog našega zelenega kriča imeli zastraženo, ker je tako nevarno in so ti stražali. Hodila sem pa v Venezuelo na misijon, kjer pa naši otroci niso imeli zajtrka. To pomeni, da ko so prišli v našo dorevno šolo, ker niso zjutraj zajtrkovali, so omedleli. In smo potem s vašo pomočjo naredili zelenjavne lonce, da so začeli jesti zjutraj tisto pogačko, ki se kliče aribas, venezuelske. Tako da sem živela tudi v Venezueli med, ampak nikakor pa ni tako, da bi bile uradne ure. Zato, ker je Jezus, sveti duh v tebi, ko te vabi, da bi prišel k njemu, tako kot v današnjem evangeliju isto, pride ob najbolj neprimernem času, ali pa pride, ko je največji vliv, pride, ko se mi najbolj godi. Zakaj? Zato, da tisti misionar, tisti Andrej, pusti svoje načrte, kar župnik vas čas dela, pusti vse svoje načrte in reče, ok, gremo k Jezusu. In na tisočine način potem občuduje, kako je Jezus res, to, kar je župnik na začetku Maše rekel. Mi smo prišli zato, da bi bili z njim, ampak ko pa Jezus ima inicijativo, pa se ti čudiš, koliko on domišljuje in kako zna priti do vsega. Imam pa vprašanje, saj ste rekli Jezus s tem Grkom, pa Andreju, pa Filipu, ni rekel, pridite, se bomo sedli, bomo se pogovarjali, bomo spili eno pivo, pa se bomo šli katehezo, ampak je kar rekel, če želiš v zrno, da pada v zemljo,
in ne verje, ne more zrasti. Kako gre to zdaj skupaj? Kaj vi mislite, ko ste slišali evangelije, kaj ste čutili? Kam je padlo seme evangelije? Kaj se je zgodilo, ko poslušamo? Ker veste, da Božja beseda ni samo neka literatura, ni samo neka knjiga, ne? Božja beseda je nekaj živega. Beseda, ko pade noter, ker je davar po hebrejsko, to pomeni je polna Svetega Duha, je neka realnost, ki se začne v meni poganjati in naredi spremembo, globini. Pravi, ko slišiš Jezusov glas, ki ti to izreče, da prvo Jezus, sploh, ker smo tukaj po naši nedelju, prvo je to, ker si slišal njegov glas in hočeš poslušati njegovo besedo, te on najprej poboža. Ti čutiš, da si doma, da si z njim, da si skupaj, da je v redu, da ima kontrolo. Drugič, ko ti pa reče, pšenično zrno, ki pade, ne umre, če tisti, ki hoče hoditi za mano, naj vzame svoj križ, tisti, ki hoče živeti, bo umrl, mislim, zakomplicirano. Naj se odpove samemu sebi, To je naj se odpove življenju, to je to. Zakaj? Ker ko ti slišiš njegov glas in ti veš, da je to tvoj Bog, da je tvoj odrešenik, da on ima kontrolo in da je v redu, da so skupaj, potem pa vidiš, da naš krščanska pot, naš scenarij je reči ne svojemu jazu. Ne, zdaj smo v taki novi, vi digitalno, vi ste to video igrice, pa vi ste zdaj globalni, pa ne vem kaj, alfe, pa zoomovci, mi smo še x-ovci, samo obvestim župnika, tukaj imamo še boomerje, generacijo boomerjev, pa še... Jaz sem zdaj, Ne, mi dva sva X, Generation X, ja. Za nami ste pa milenici, zdaj večina, ker ste starši, ne, teh malih otrok. Imate pa že alfovce. To pomeni, da vsaka generacija izkuša tega Jezusa, njegov glas na svoj način. Ampak in za boomerje, in za nas X-ovce, in za zaradi potrošništva, ta standard, ki ga imamo v Poljanah, ta razkošje, ki ga imamo, cona komforta, ki smo jo navajeni, ta nas uvaja v nek stil življenja, ki se reče po angleško. Kdo zna angleško, ne dvigne roko? Kdo zna angleško, ne dvigne roko? To vidimo, kdo zna angleško. Noben Poljanak ne zna angleško. Malo višje. Poljanak ne znamo angleško. Ne, znajo. Znajo. V angleščini se reče I, myself, me and myself. I, me and myself. Kdo bo prevedel? Veš, kaj vejo si? Jaz, meni in zame. To pomeni, da to je zdaj s tem potrošništvom, s tem standardom, je način razmišljanja. Prvo mislim na se. Prvo pomislim, kaj bo zame korist. Najprej pomislim, da sem jaz, kako se jaz počutim, če mi paše ali ne. In ta način, jaz bi rekel, operacijski sistem, to pomeni, da začneš samo razmišljati, kaj pa tebi. Je današnja Božja beseda zdravilo. Ker on točno to reče, ti lahko greš I, me and myself, jaz, zame in meni. Ampak če greš tisto pot, boš večno nesrečen. In da bo peljala pot nekam drugam. Kam te pelje tista pot? Če imaš v centru jaz, zame, meni. Kje končaš? Kaj zdaj Poljane zjutraj v nedeljah ne govorijo? Govorijo. Sestra, samo, recimo, peta in prsti, kot sem te pa se odozvodili. Kje sem se? Vem, tako čudno se gleda. Kaj še te vprašaj? Kam pelje pot jaz, meni, zame? Hudiču. Ni smešno. Ni smešno. Zakaj? Ko ti izbereš to pot, je to pot egoizma. Čeprav celo okolje, televizija, splet, vsi to govorijo, pridi boš srečen. In to je laž. In ko ti izbereš početa laži, ki je hudič, si imel prav, ne moreš drugače kot iti v smeri. In ni smešno.
Ko pa mi poslušamo besedo in pustimo dan zjutraj, da ta beseda pade, in ko veš, da ne moreš, in ko veš, da ne moreš iti kontra, in ko veš, da si odpovedal, in rečeš, ne beseda rodi sad v meni, ne poženi, Jezus, zdaj Sveti Duh pomagaj ta. Potem ta beseda, ko slišiš Jezusov glas, ki ti pravi, tam, kjer sem jaz, tam bo moj služabnik, tam, kjer sem jaz, tam bo moja služkinja. Pomeni, da gremo drugo pot, izberemo katero pot, kam gremo, če izberemo drugo pot, če izberemo pot služenja, pot discipline, pot darovanja, kam gremo? Jezus. Gremo k Jezusu. Zato rabimo Božjo besedo, zato rabimo nedeljsko mašo, družinsko nedeljsko mašo. Ker so zdaj taki časi, da imate težko najti ti dve poti, ker je vse manjčko zamegljeno, kakor so bile poljavne zjutraj. Ampak slišiti Jezusov glas, izkusiti Jezusovo besedo v moji situaciji in priti skupaj v nedeljah na župnijo in praznovati in se veseliti in služiti drug drugemu, ne smo peli k Jezusu. Super, kako smo slišali v Božji besedi, da pride čas in zdaj je čas, ko je Bog položil v naše srce nekatere stvari tako močno, da vemo, da jih je najbolj pametno uresničiti, ker če jih ne, zamočiš. Ena takih stvari je to, kar se pripoveduje. Odločitev za Boga, za ljubezen, za resnico, za drugega. In ko začneš to živeti, takrat v polnosti živiš in vsi čutimo in delamo res tako. Vsi delamo na svoj način to. Razen če rečeš ne, živo bom tako kot paše, ne bom imel otrok, užival bom, se pravi, če zavestno zavrgaš vse. Večino od vas, odraslih, pa kaj ste naredili? Odpovedali ste se svojemu življenju in ga darujete naprej. In mnogi želite v otrok, mnogi imate otroke. Ko je kdo v stiski, kaj naredite? Laufate, zato ste neki gasilci, eni ste ministranti, tako želite življenje deliti, ne pa da zapirati vase. In tako v bistvu, čeprav ne vemo, v bistvu umiraš sebi in živiš na polno. Živiš na polno življenje, tako kot je Jezus rekel. Zato smo vsi na poti zveličarja. In to je treba samo še tako sestra. Se zahvaljivati. In razvijati naprej. Jezus, zdaj, dajte na pol poti. Da bom šel do konca. Da bo tako poti, pa če bodo vsi mislili, da sem zavozil pa zamočil, pa me bodo obsodili, pa se mi posmehovali, tako kot so tebi se na križu. Gremo in bolj se začne kaj? Stajenje. V bistvu to rekel, se odloči za življenje, odpove samemu sebi, tistemu življenju, ki si ga prilaščaš, pa misli, da v duhovnosti živiš, ga šele v resnici začne živeti, Miha, se strinjaš. Evo, 6-7, Tako gre življenje naprej. In takrat greš v Bogu, Bog pravi v Jezusu Kristusu, tako kot moj sin Jezus, ki je vstal od mrtvih in je zdaj deležen polnosti življenja s telesom, boste nekoč ostali tudi vi. Bog nam torej obljublja samo perspektivo življenja, če se za življenje odločimo. Pa veš, ki ne rekel, da me bo čisto na kratko spraševal, jaz bom na kratko odgovarjala. Zdaj čisto na kratko. Hotel sem biti enako dolg kot vi, pa vi ne igrate na para. Dajte še ti lepo spodbudnega za konec povedati, predno boste dobili še potem besedo. Ja, ni gospod velik. Gospod je večji kot župnik, ja, bravo. To je žal v Svetem Duhu. To nas napolni, to nam da okus to veselje v mir. Tako da zahvalite se za gospoda župnika. Dajte oblav sestri, ki ne napanje. Pa Jezus. Mogoče samo še. V brigli se nikoli ne ploska. V brigla zdaj sem rekli. To je lomljenje kruha, to se ne ploska. Ampak mogoče samo še eno, če mi dovoli župnik. Zanimivo je to na našem ovedju, da so in Grki, potem sta Filip in Andrej, kaj sta ona dva? Kdo sta ona dva? Sta prijatelja Jezusa. Apostola sta, učenca sta. Potem pa boš Jezusa. To pomeni, da so 3 v evangeliju. In vsaka skupina hodi čisto svojo pot. In jaz mislim, da v Poljanah imamo tudi Grke, imamo tudi Filipa in Andreja, imamo Jezusa sredi med nami, pa imamo že toliko drugih skupin, pa še župnika, ne vem, kam bi pašal, župnik je bolj pri Andreju, pri Filipu verjetno, če je misionar. In tako je lepo,
da vsi mi smo okrog Jezusa in Jezus potem pristopi do vsakega tam, kjer je. Nekdo, ki je zelo globoko žalosten, nekdo, ki je radosten, ker se je ravno rodil sinček, nekdo, ki je že zelo star in bolan, nekdo, ki je vsaka Jezus sprejme v tem, kar on je in mu zna dati moči, dati tolažbe in ga odrešiti, ker eden je odrešenik in to je Jezus, tako da res hvala. Bog glodaj, sestra, ni treba še enkrat proskati, ker je tiha nedelja.